milost in mir vam vsemu sveti Božji Cerkvi. Predragi bratje in sestre, veseli smo se tukaj zbrali, da bi slovesno posvetili nov oltar za Gospodovo daritev. Pozorno spremljajmo te svete obrede, z vero poslušajmo Božjo besedo, z veseljem se udeležimo Gospodove mize in k svetemu upanju dvignimo srca. Ko smo zbrani pri enem oltarju, pristopimo k Kristusu, živemu kamnu, v katerem rastemo v sveti tempelj. Najprej pa ponižno prosimo Boga, naj blagoslovi vodo, s katero bomo pokropili sebe v znamenje pokore in spomin krsta, nato pa z njo umili novi oltar. O Bog, po tebi se sleherna stvar dviga k luči. S tako veliko ljubeznijo spremljaš ljudi, da zanje ne le očetovsko skrbiš, ampak jih v svoji ljubezni tudi milostno očiščuješ grehov in stalno vodiš k glavi, Kristusu. Po svojem usmiljenem sklepu si določil, da bodo grešniki, ki bodo vstopili v sveto vodo, umrli s Kristusom in ostali brez madeža, ter postali njegovi udje in dediči večnega plačila. Posveti to vodo svojim blagoslovom, da nam bo, ko bomo z njo pokropili sebe in novi oltar, znamenje onega zveličavnega studenca, pri kakršnem smo, očiščeni v Kristusu, postali svetišče Svetega Duha. Nam pa daj, da bomo z vsemi brati in sestrami, ki bodo pri tem oltarju opravljali svete skrivnosti, dospeli v nebeški Jeruzalem po Kristusu našem Gospodu.
Na zemlji ti posvečujemo novi oltar. Odpusti nam naše grihe, na tvojem nebiškem oltarju pa naj ti darujemo večno hvalno daritev. Amen. Slava Bogu na višavah.
Molimo. Nebiški Oče, hotel si, da je tvoj sin povišan na oltarju križa vse dvignil v sebi. Svojo milost, ki jo napolni svoje virne vidi, posvečujejo ta oltar, ob katerem bo zbran nasičeno, da bodo po svitem duhu vidno bolj postajali tvoje svito ljudstvo. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu svitega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz knjige preroka Jona. Gospodova beseda je prišla Jonu rekoč: Vstani, pojdi v Ninive, veliko mesto, in mu oznani, kar ti povem. Jona je vstal in šel v Ninive po Gospodovi besedi. Ninive pa so bile veliko mesto pred Gospodom, 3 dni hoda. Jona je začel hoditi po mestu, en dan hoda. Klical je in pravil: Še 40 dni in Ninive bodo razdejane. Ninivljani so verovali Bogu, oklicali so post in se oblekli v razševino, od največjega do najmanjšega. Bog je videl njihova dela, kako so se obrnili od svoje slabe poti, in Bogu je bilo žal zaradi hudega, o katerem je govoril, da jim ga bo naredil, in ga ni storil. Božja beseda. Gospod je moja luč in moja rešitev. Gospod je moja luč in moja rešitev. Gospod je moja luč in moja rešitev, zato se ne bojim nikoga. Gospod je varuh mojega življenja, pred nikomer ne trepečem. Gospod je moja luč in moja rešitev. Samo to želim od Gospoda in goreče prosim, da bi užival njegovo naklonjenost, prebival v njegovi hiši vse dni življenja in občudoval njegovo svetišče. Gospod je moja luč in moja rešitev. Verujem, da bom gledal Božje dobrote in jih užival v deželi živih. Upaj v Gospoda, bodi pogumen, naj se ti okrepi srce, upaj v Gospoda. Gospod je moja luč in moja rešitev. Berilo iz pisma apostola Pavla Korinčanom. To pa rečem, bratje, da je odmerjeni čas kratek. Odslej naj bodo tisti, ki imajo žene, kakor da jih ne bi imeli. Tisti, ki jočejo, kakor da ne bi jokali. Tisti, ki se veselijo, kakor da se ne bi veselili. Tisti, ki kupujejo, kakor da ne bi nič imeli.
in tisti, ki ta svet uporabljajo, kakor da ga ne bi izrabljali, kajti podoba tega sveta mineva. Poslušali smo Božjo besedo. Čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in verujte Evangeliju. Gospod z vami. Iz svetega Evangelija po Marku. Ko so Janeza zaprli v ječo, je šel Jezus v Galilejo. Oznanjal je Božji evangelij in govoril: čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in verujte evangeliju. Ko je šel ob Galilejskem jezeru, je zagledal Simona in Andreja, Simonovega brata, ki sta metala mrežo v jezero. Bila sta namreč ribiča. Jezus jima je rekel: hodita za menoj in naredil vaju bom za ribiča ljudi. Takoj sta pustila mreže in šla za njim. Ko je šel malo naprej, je zagledal Jakoba, Zebedejevega sina, in njegovega brata Janeza, ki sta bila tudi v čolnu in popravljala mreže. Takoj ju je poklical in pustila sta očeta Zebedeja z najemniki v čolnu ter odšla za njim. To je Kristusov evangelij. Spoštovani bratje duhovniki, gospod župnik Jože, duhovni pomočnik profesor Štrukelj, nekdanji župnik
Janez Obrstar, profesor Ratko Valenčič, naš tajnik Boštjan, dragi bogoslovec Gregor, dragi ministrantje, pevci, zvonarji in drugi bogoslužni sodelavci, dragi bratje in sestre. Pravkar smo slišali prve besede, ki jih Jezus spregovori v Markovem evangeliju. Čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo. Na nek način se je tudi za to župnijo čas dopolnil. Danes bomo v vaši župnijski cerkvi posvetili oltar. Lahko bi rekli, da bo s posvečenjem ta oltar postal najsvetejše mesto vaše župnije. In zato bi rad, da je ta sveta maša in znotraj nje posvetitev oltarja, na katerem se bo iz dneva v dan Očetu za nas in za naše zveličanje daroval naš Gospod, odrešenik in naš brat Jezus Kristus. Da je ta oltar tudi središče življenja vsakega izmed vas. In zato naj bo